Lep pozdrav tudi v mojem imenu, se opravičujem, sem rahlo se zmedla, ker se je čas tako prevesil, da sem morala vmes malo razmisliti, kako bomo to speljali. Predvsem hvala vsem, no, ki ste že do zdaj nekako pomagali odpreti temo in pokazali ta razpon, vsebin, ki se odpirajo pod tem naslovom. Zdaj, meni so kolegi nekako rekla, da je zanimivo, ali pa so mi dali naslov, kje smo in kaj nas čaka. In jaz bom zdaj probala zelo na hitro iti čez to, ker se mi zdi, da je mogoče fajn imeti nekatere stvari v mislih. Ena od stvari, ki je zanimiva in pomembna, se mi zdi ta, da podnebne spremembe več kot očitno radikalizirajo razloge za to, da se zavzamemo za varstvo okolja in za zagotavljanje družbene enakosti. Zdaj, o družbeni enakosti in o družbenih vprašanjih je pravzaprav govorila kolegica Darja, ko je govorila o študentskih delih, se pravi, študentje se nekako s tem ukvarjajo, medtem ko se pravzaprav drugi v prostorskem načrtovanju še zelo slabo tega zavedamo. Če smo se nekje v preteklosti že kar dobro zavedali varstva okolja, dobro je vedeti, da vendarle podnebne spremembe sovpadajo s prizadevanji, ki so prizadevanja za trajnostni razvoj in pravzaprav se s tem že več kot 50 let ukvarjamo kot družba. Dosti neuspešno bi lahko rekli, ali pa moramo priznati, da nekatere vidike varstva okolja in problemov naslavljamo dobro, nenazadnje se v nekaterih rekah lahko kopamo spet, hkrati pa nekateri vidiki z novimi časi in novimi pogoji prihajajo na plan v nekih večjih ali pa bolj, bom rekla, dramatičnih razsežnostih. Zdaj, ta čas, ko pravzaprav čutimo pritiske podnebnih sprememb, glede katerih pravzaprav ni pomembno, kaj si mislimo, a obstajajo ali ne, vsekakor jih pa čutimo, tudi to je Zala, se mi zdi, dobro predstavlja, de facto se jih zavedamo že vsi, je zdaj pomembno vprašanje, kako se na to kot družba odzivamo. In zdaj z zelo različnih področij se je v zadnjih 20 letih nekako sestavlja slika, da je zelo pomembno, da delujemo bolj povezano, bolj celovito in bolj vključujoče. Zdaj, kaj to pomeni bolj celovito? To se mi zdi dobro, da si razčistimo, kaj ta celovitost pomeni, ker prostorski načrtovalci si mislimo, saj prostorsko načrtovanje je pa nekaj zelo krovnega in pravzaprav mi smo kar zelo taki, vseobsegajoči. V praksi se kaže, to bom probala pol malo karikirati, da nam v bistvu to še ne uspeva. Celovitost pomeni, da na eno enoto prostora pravzaprav vedno pogledamo z več vidikov, z vseh treh skupin vidikov, družbenega, ekološkega in ekonomskega. Lepo je kolega Stanič v uvodu poudaril, da še zmeraj delamo pravzaprav zelo velike razlike in da ene vidike izpostavljamo na račun drugih, se pravi, druge zapostavljamo zato, da ene izpostavljamo. Celovito prostorsko načrtovanje in upravljanje je velik izziv tako za stroko, ki se seveda upravičeno, tako kot ste nekateri komentirali, čuti omejeno pristojno, kot za celotno družbo. Tudi naša stroka pa, na primer, mora vedeti, da s tem, kar nekako v prostorske načrte vlagamo, še zdaleč nismo dosegli vsega in še nismo pravzaprav na tej poti, da se bo tudi naši cilji realizirali v skladu s temi določili in pravili. Ves čas je potrebno neke vrste preizpraševanje, dinamično in preverjanje tega, kam pravzaprav naši ukrepi in načrtovani, bom rekla, posegi peljejo. Drug vidik, če je celovitost ena, kjer se od nas zahteva, da razumemo več vidikov načrtovanja, drug nov pogled je pa vključujoče delovanje. Vključujoče pomeni, da je treba bistveno bolj povezati vse sektorje med sabo, tako organizirane akterje, kot tudi posamezne segmente, posamezne lastnike, če hočete, organizirano in neorganizirano civilno družbo. Celovitost govori ne samo o področni povezanosti, ampak tudi o prostorski povezanosti. Če ne bomo vsakega lastnika nagovorili, bomo težko zagotovili, na primer, varstvo voda ali pa zaščito z drevesja. In tukaj to pomeni, da pravzaprav se spreminjajo tako organizacijske oblike dela v urejanju prostora, kot vsebine. In zdaj, kje smo? Jaz mislim, da je zato
da se vprašamo, kje so najboljši te prizori takih radikalnih pojavov, ki smo jim priča v zadnjih letih. Se pravi, visoka plimovanja, naprimer v obmorskih krajih in poplave v naših mestih. Še vedno smo pravzaprav, ali pa ena mesta pa na novo smo v enih pojavih, s katerimi se spopadamo pa relativno konzervativno. Na Ptuju leta 2019 nas je tale dogodek shecal, da smo jeseni naredili en dogodek na temo upravljanja voda. Zelo zanimivo je bilo, kako je pravzaprav lokalna skupnost, se pravi in občina in tudi vodarska stroka, nekako imela občutek, da ker je voda enkrat odteče, so glavni problemi rešeni. In ker pri nas civilna zaščita relativno dobro deluje, seveda smo s tem nekako bili pripravljeni biti pomirjeni. Do danes nam pravzaprav ni uspelo slišati, da bi nekdo na takle pojav poplav reagiral tako, da bi se usedel, zbral vse, bom rekla, pristojne, tako za reševanje v času nesreč, kot za upravljanje vode, se pravi pristojne po komunalni infrastrukturi, po znanju, naprimer v akademskih krogih in po javnih pooblastilih, naprimer v naših organizacijah in pri nosilcih urejanja prostora in se začel pogovarjati, kako pravzaprav začeti preprečevati take pojave. S tem se moramo soočiti. Sliki sta pomembni predvsem zato, ker kažeta na to, da niso vsa mesta v enakih položajih. Da ne moramo čisto preprosto kopirati rešitev iz enega mesta v drugo, so pa ukrepi oziroma principi pa univerzalni. Blažimo podnebne spremembe lahko daleč najbolj učinkovito, če spremenimo načine potovanja, če se odrečemo avtomobilski vožnji in znižamo ogljični odtis potovanj in če v bistvu začnemo dosti bolj intenzivno delati na ohranjanju in razvoju zelenih površin v urbanih okoljih. Prilagajamo nasprotno se dobro lahko tako, da po eni strani bolj strateško načrtujemo, po drugi strani pa, da smo bistveno bolj odzivni, da znamo v bistvu tudi narediti nekaj hitro, glede na to, kar se nam dogaja ali pa kar čutimo, tako kot je bilo danes lepo že povedano. In tudi pri prilagajanju podobne stvari pravzaprav pridejo na plano kot pri blaženju, pomen zelenih površin, pomen povezovanja različnih funkcij v prostoru, pomen aktivne mobilnosti in seveda mešanja rab. Mi lahko še toliko govorimo o tem, da ne ljudje več hodijo peš in s kolesi in da je to zdravo in da je to dobro za okolje, za podnebne spremembe, če v bistvu ljudje na udoben in varen način ne dosežejo ciljev, ki jih morajo doseči, od šole do službe, zdravstva, trgovine, potem pač ne bodo hodili peš, niso spodbujeni, da hodijo peš. In vsi veste, da je v bistvu lažje urejati kolesarske poti in peš poti, kot pa v bistvu poseči v strukturo tega, kje je ponujen kakšen program v naših naseljih. To so v bistvu te veliki izzivi, ki so še pred nami. Jaz mislim, da če se hočemo pogovarjati o tem, kje smo, moramo tudi vedno pogledati najnovejše, najbolj izpostavljene zgodbe in tale se mi zdi zanimiva, to je Novi trg Evrope v Novi Gorici, čist sveža zmagovalna natečajna rešitev za ureditev kot neko ta kulminacija kandidature obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture 2025. Izjemno dragocena ideja, da se dve mesti obmejni povežeta, rešitev pa seveda z vidika, bom rekla, obvladovanja podnebnih sprememb, prilagajanja in tega, kar bo ponujala prebivalcem, izrazito podhranjena, kar seveda ni problem toliko mogoče natečajnikov, kot je problem projektne naloge, izhodišč in tudi seveda same žirije, kaj se je zdelo vredno nagraditi, v katerih prvinah urejanja javnega prostora je videla kakovost in pomembnost. In potem gremo lahko naprej in pogledamo še ta detalj, naprimer zadnjič je bil v Zapsovem klipingu objavljen en prispevek iz revije Življenje in tehnika, ki govori o mestnih parkih novega tisočletja. V bistvu je sicer možno razumeti fascinacijo s tem, kaj tehnika vse omogoča, kako lepo se da beton danes oblikovati, težko pa je razumeti pravzaprav to sorazmerno sterilno
urejanje javnih odprtih prostorov, ki se naj bi jim reklo mestni parki, ki, kot veste, imajo vse te tri funkcije izrazito, bom rekla, vgrajene v svoje poreklo. Po eni strani družbi omogočajo to, kar je Darja prej opisovala, se pravi, integracijo, povezovanje, enakost, po drugi strani naj bi prispevali k stabilnosti okolja in ohranjanju narave v mestu, k kakovosti okolja, se pravi, kar se tiče delovanja vode, zraka, hrupa in teh sestavin, in hkrati je tudi tukaj pač seveda vpliv na ekonomsko vrednost okolja, če imamo te površine urejene. Večina novih mestnih parkov ali pa parkov v našem prostoru še vedno pravzaprav ima težave s tem, koliko funkcij pravzaprav je tukaj zadovoljenih. Glavna zgodba je podoba, še vedno podoba, tudi pri izbiri rastlin pravzaprav prevladuje podoba, in tukaj je treba povedati, da ena od stvari, en od izzivov, pred katerim smo, je gotovo tudi to vprašanje nove likovnosti. Ali je košena zelena trava s kontrastnimi betonskimi elementi res neka podoba prihodnosti, ki bo vzdržala tudi, bom rekla, stroškovno in sicer v taki podobi, ali pa je to neka pretekla podoba, ki jo je pravzaprav treba premagati in se je treba začeti pogovarjati o tem, da bodo nove rešitve, ki bodo bolj ekološko, bom rekla, sprejemljive, ki bodo biotsko pestrost podpirale, ki bodo zagotavljale dobro počutje različnih uporabnikov, in ki bodo tudi z vidika upravljanja bolj vzdržne, tudi izgledale verjetno precej drugače. Kakšne spremembe se nam obetajo, tudi to je včasih dobro pogledati kar tako malo na hitro, čez ramo, in meni se zdijo zelo provokativne stvari, ki nastajajo, na primer takole v hitrih odzivih, ko pogledaš, kaj se dogaja, na primer, ko je pogorel Notre Dame v Parizu, ena od natečajnih rešitev je takle pravzaprav zimski vrt na strehi Notre Dama. Zelo provokativno, ampak govori pa pravzaprav o čem? O tem, kako se spreminjajo potrebe človeka v mestnem okolju. Potem tle spodaj Pariška opera, podobna zgodba, neki kulturno-zgodovinsko zavarovani javni odprti prostori, popolnoma spreminjajo strukturo, tla, ki se umikajo zelenim prvinam, zato, da bodo funkcije zelenih prvin in narave, delovanja narave, koristile človeku. Ali pa pač neke drobne akcije v urbanem prostoru, kjer pravzaprav ta estetika urejenega zelenega prostora, nekih parkov, ki so izrazito z vidika vzdrževanja intenzivni in pravzaprav samo likovno bolj pomembni, kot pa v drugih vrstah funkcij, izginja in se nadomešča z neko ljudem bolj priljudno. Zdaj, kar sem hotela povedati, je to, da pač v resnici smo na nek način že zelo učeni, veliko tudi načrtujemo, kot je rekel Ivan Stanič, cilji so nam jasni, ampak realizacija pa pravzaprav še ne uspeva. Na primer, pri prenovi prometne infrastrukture v zadnjih časih vztrajno sledimo razburjenju prebivalcev, ko se odstranjuje vegetacija, velika odrasla drevesa se sekajo, zato da se ravnajo pločniki, zato da se zagotavljajo neke širine, ki so bile načrtovane, teh nekih prefinjenih rešitev, ko se drevo ujame v tlak, in to je pravzaprav vedno manj. Če pa so te novo načrtovane, pa seveda vemo, da je veliko vprašanje, kako bodo dosegle cilje in dolgo časa vztrajale v prostoru. Zdaj, kaj nas čaka? Predvsem se mi zdi, da je dobro vedeti, kot prostorski načrtovalci se mi zdi, da rabimo predvsem to. Bistveno bolj se moramo zavzeti za to, da bomo lahko interdisciplinarno delali. Ivan je rekel multidisciplinarno inovativno načrtovanje. Se mi zdi dober izraz, včasih smo rekli interdisciplinarno je kar v redu. Potem je za nas pomembno, da razumemo, da je pravzaprav prostorsko in urbanistično načrtovanje neke vrste svojstvena socialna politika, da tukaj pravzaprav urejamo razmerja zato, da se ne podrejo družbene razmerja na tak način, da bi postalo življenje nevzdržno, da bi nekatere pustili za sabo.
Vedeti moramo, da vedno, kadar govorimo o problemih, ti problemi bolj prizadanejo nekatere skupine prebivalcev. To so praviloma otroci, starejši, ženske spadajo v to kategorijo in pa osebe, ki živijo z različnimi oblikami oviranosti, socialno prikrajšani, finančno prikrajšani. To so ljudje, ki živijo na tak način, da so zelo odvisni od javnih storitev, od javnih ureditev in da pravzaprav takrat, ko mi ne uspemo načrtovati učinkovito, jih dosežejo, bom rekla, negativne posledice, ki so lahko za njih res tragične. Zdaj, mislim, da tukaj je treba pravzaprav, glede na vse, kar je bilo danes povedano, reči še enkrat to, da je znanja pravzaprav zelo veliko in da tudi nekako kar verjamemo, da je prostorsko načrtovanje zelo pomembno. Jaz sicer mislim, da v resnici ni čisto tako. Tudi nove spremembe, napovedane spremembe zakona govorijo o majhnih ambicijah, kako bi nekaj čisto malega, pa vendarle v naslednjem koraku, ko smo že sprejeli strateške in prostorske načrte, spremenili s podrobnimi prostorskimi načrti, čisto malo, samo zato, da se izide. Ne, če poslušamo, bom rekla, apologete podnebnih sprememb in tiste, ki prostorsko načrtovanje zagovarjajo, naprimer tudi na Svetovni banki, če hočete, to je vedno znak, da je zelo kritično stanje, govorijo o brezkompromisnem v bistvu zagovarjanju in ohranjanju narave in okolja v urbanem okolju, če hočemo, da bomo približno znosno živeli. Zato bomo potrebovali, sprav, poleg tega, kar že znamo, nova znanja, številna nova znanja. Boljšo prostorsko pismenost in okoljsko pismenost vsega prebivalstva, več naravoslovnih in družboslovnih znanj pri inženirjih vseh vrst. Inženirska znanja se morajo med sabo povezati, zato da se bodo lahko povezala, je treba oboje po eni strani okrepiti znanje temeljno in razvijati znanja, ki omogočajo potem sodelovanje in to, da se slišimo in da se razumemo, da se lahko sploh navezujemo. In potem tudi seveda širjenje tega znanja v širšo skupnost, zato da lahko ta predvsem dinamični del, aktivni del, hitre reakcije nekako speljemo in upnemo zasebne lastnike in organizacije zasebnega prava v skupno ukrepanje.